Tinkara Kovač je bila pred selitvijo v Lokov mestno dekle. Zdaj pa svoje hiše sredi narave ne bi zamenjala za nobeno prestolnico. V vasi Lokev smo obiskali pevko Tinkaro Kovač, ki je hišo postavil kar njen življenjski sopotnik, arhitekt Matej Mljač. Hiša na prvi pogled deluje sodobno, a so pri gradnji upoštevali vse zakonitosti in tradicijo kraške hiše. V svetlem domovanju družina skozi vse leto živi povezana z naravo, njihov dom pa je do okolja zelo prijazen. Matej, parcelo ste dobili v dar od babice, potem pa je sledila študija svetlobe, kako pada na parcelo, in prišli ste do zanimive ugotovitve. Osnovna misel naj bi bila ta, da se hišo pravilno postavi, pozicionira, v bistvu na smeri neba, na potek sonca skozi leto, kar pomeni poleti po zimi, odpreti poglede v pravo smer, se zaščititi pred burjo, pred vetrom, pred naravnimi vplivi in postaviti hišo tako, da ti kadrira ravno tiste prostore v naravi, ki so potem nekako interakcija z življenjem noter, z življenjem zunaj. Najbolj pa odprta najbrž južna stran, proti Trstu. Vse hiše na Krasu so bile odvedno orientirane proti Trstu, kar pomeni, da je to spet neka stara logika. Prvič, ker z te smeri najboljše lovi sonce, in drugič, ker se s hrbtom v bistvu obrača proti burji in s tem tvori nek notranji borjač, so temu včasih rekli. Tukaj v tem primeru smo pač ta borjač introvertirali in ga postavili v bistvu v pritličje hiše, v tisti osnovni prostor, nek trg, če tako rečemo, če se v bistvu navezujemo na mesto, ker hiša je lahko mesto v malem in obratno. Torej ta primarni del, vstopni del je nek tržni prostor, potem se pa spustimo v klet, v pekel in v spalne prostore v nebesa. Svetloba vam tudi greje hišo, skoraj ne kurite po zimi. Ja, v bistvu proporc hiše, dimenzije tlorisa in višine z volumni je v bistvu nastavljena tako, da je v poletnem času tukaj minimalno sonca, kar pomeni, da hišo ni potrebno dodatno senčiti in dodatno ohlajevati, in po zimi je v bistvu s sončnimi žarki celoten tloris pritličja pokrit, kar pomeni, da je to naravno gretje prostora. V zgornjem nadstropju so spalnica, otroški sobi in kopalnica. Hiša je zelo sodobna, lahko bi rekli netipična za Kras, pa vseeno ima neke detajle. Kakšne probleme ste imeli z pridobitvijo gradbenih dovoljenj? Te problemi se konstantno pojavljajo in se v tem času načrtovanja raznih hiš že malo vajen, pa tudi se človek pripravi na to. V bistvu vsi občinski akti, ki so aktualni, veljavni, so pa zastareli in nihče verjetno nima interesa strani občinskih uprav, da bi se to malo korigiralo in posodobilo, če ne drugega, v bistvu postavilo v korak s časom, in so pač te birokratske ovire tako drugače pretežni del tega pridobivanja gradbenih dovoljenj. Osnovna barva hiše je antracitno siva, ki so jo popestrili s črnimi, rdečimi in zlatimi odtenki. Na parceli imate tudi en kraški pojav, to je kraška vrtača. Kako je vplivala na samo gradnjo oziroma mogoče celo obliko hiše? Že sama ideja postaviti hišo na to parcelo pomeni, da je bila prioriteta, kako se ogenj tej vrtačenju pustiti takšna, kot je. Jo uporabljate mogoče za kakšne druge namene? Vrtača je uporabna in tako za igro, kot za poletne koncerte, kot naprimer za kakršnakoli zunanja opravila. V bistvu je to nek naravno igrišče za vse generacije. Ste imeli probleme z kakšno živo skalo, ker smo na Krasu? V bistvu ne, pri izkopu se je samo pojavilo to, da smo celotno kamenje, izkop ga obdelali in uporabili, da smo zgradili s tem pritličje hiše. Torej, celoten parter zidu je naraven izkop, kar pomeni reciklaža materijala, ki smo ga dobili pri izkopu. Kuhinja družine Kovač Mljač ima rockersko dušo. V njej prevladuje rdeče-črna kombinacija, stene pa krasi mozaik v zlati barvi. V bistvu, ko delaš zase notranjo opremo in ko si hišo sebi kreiraš, si v bistvu sam sebi naročnik in zrcalo. To je kot da bi se dal pred ogledalom, spraševal, kdo sem, kaj sem, kam grem. In se tukaj jasno vidi, da so neki glasbeni vplivi iz umetnosti, ki jo non-stop spremljaš, proizvajaš, delaš, kar pomeni, da blaznih
spraševanj ali pa nekih racionalnih odločitev tukaj ni bilo. V bistvu neka spontana odločitev, da tako pač je. To si. Je zaradi črne barve kaj lažje čiščenje? V bistvu ravno tukaj je dilema, ker to črno barvo treba zelo čistiti, kar pomeni, da je kuhinja več ali manj čista. Kdo od vaju preživi več časa za štedilnikom, kdo je ta šef? Kuhinja je nek prostor v tej hiši, kamor prihajajo vsi gostje in smo tukaj, v bistvu se nekako družimo. Kar pomeni, kuhaš skupaj, pripravljaš hrano skupaj, pripravljaš neke recepte. Recept je podobno kot projektirati, sestavljaš neke komponente skupaj in pol nastane neka zgodba. Lahko bi rekli odprta kuhinja. Lahko rečeš temu oltar za darovanje. V osrednjem prostoru ima družina tudi mizo za ustvarjanje, zato si pri risanju in slikanju lahko dajo duška, brez da bi jih skrbeli madeži. Da vam življenjski partner zgradi hišo, je kar romantično, ampak kako ste vi ta mogoče stres doživljali ali pa... Stres. Ne, zna biti stresno, ne? Niti ne. Že prej je Matej dobro povedal, da sem mu pustila popolnoma proste roke. To je tako, kot da bi povabila v studio Jimija Hendrixa in mu rekla, naj igra kot Santana. To ne gre, ne? Sploh pa ne zato, ker je Matej strokovnjak na svojem področju, zato, ker imava podoben okus. Ja, tako kot si rekel, res so se mi uresničile sanje, ki si jih predtem sploh še sama nisem znala zamisliti. Je mogoče kakšen prostor, ki ste pa vplivali na njega? Mogoče nek kotiček, kjer ste tukaj bi ustvarjali, Matej, tako mi naredi? Sej tako, ne. Hiša je ogrodje, neka razmejitev prostora, postavljena v skladu z letnimi časi, stranmi neba na ta travnik. V njej se pa vse spreminja in to je tista njena najlepša lastnost, da lahko od danes na jutri rečemo, zdaj pa ne bi imeli več tam sobe za to, da v njej spimo, ampak naredimo delovni prostor. In to počnemo v skladu z našimi življenjskimi obdobji, v skladu z našimi obveznostmi, kreativnostjo in ko otroci rastejo. V hiši prostori niso fiksno določeni in njihova namembnost se spreminja. Brez težav pa je lahko nekoč predelajo v 2 ločeni bivalni enoti. Predtem ste živeli v mnogih stanovanjih, sploh kot umetnik, veliko potuješ in menjuješ prostore. Pred to hišo prostora niste tako dojemali, kot ga danes. Ne, ta hiša je bila zame najprej izziv, zato ker je tako odprta. Jaz sem v glavnem živela v manjših prostorih, tudi na začetku svojega življenja, še kot otrok v bloku. In kar naenkrat ta velikanska okna in sem si mislila, zdaj nas tukaj vsi gledajo in vidijo, pravzaprav pa razen kakšne gozdne pošasti ne pride nihče, ampak je vseeno izziv, da si tako razgaljen, ne? In potem se na koncu vprašaš, a imam sploh kaj za skrivati? To sem jaz, takšen sem, vesel sem sam s sabo in glejte, če želite, no pa tukaj sem. Kako pa prostor v zadnjih časih se v arhitekturi veliko govori o psihološkem vplivu prostora na človeka. Ste opazili kakšno spremembo? Sigurno je dobro to, da si v prostoru, kjer je veliko svetlobe, kjer gledaš naravo kot kuliso, spremljaš barve letnih časov, kjer lahko greš v vsakem trenutku na vrt, si nabereš nekaj za v lonec, se odločiš, da si zgradiš šotor pred hišo ali pa da se preprosto pogrezneš spodaj v peku, kot mu pravimo. Tam je klet, v kateri so inštrumenti. In tako se kdaj zgodi, da naprimer kdo med nami je nervozen in se odloči potem za igranje na bobne. In se reče, pedi v peku se kujati. Tako. Tinkara je pomagala organizirati kulturno-glasbeni festival Lokvice, nekaj glasbenih koncertov pa so priredili kar v domači vrtači. Kako pa ta prostor in tudi okolje krasno sploh vpliva na vašo ustvarjalnost? Jaz sem si vedno predstavljala, že ko sem bila otrok, da bom na stara leta ali pač živela nekje v naravi.
In sem si to res želela, ker sem drugače kar introvertiran tip v tistih obdobjih v življenju, ko sem v ustvarjalni fazi. Ja. Tako da to dobro vpliva name, všeč mi je narava, všeč mi je, da lahko grem napolniti baterije v gozd. Vseh prostorov pa le niste prepustili Mateju, otroško sobo ste opremili sami. Kako ste želeli vplivati pozitivno na svojega otroka? Ja, res je, da sem prinesla nekaj lepih predmetov v to hišo in jo pobarvala tiste beline in sivine, o katerih je tudi Matej govoril. Predvsem sem se pa z veseljem poigrala z otroško sobo in to tako, da sem na primer iz starih tapet izdelala drevo, potem sem iz stare ptičnice izdelala luč, in še recimo, ko se igramo skupaj, tudi skupaj ustvarjamo, tako da vključujem tudi Galo in Almo v to, da kaj naredimo, kar ima tudi uporabno vrednost ali pa ne. No? V nebesa ste poleg otrok umestili tudi kopalnico. Nebesa, dobro se to sliši, ja. Če je klet pekel, smo potem rekli, da so ta del nebesa. In v njih je tudi umeščena kopalnica, ki je posebna zato, ker ima po tleh les, ki ustvarja nek tak občutek topline. Potem so svetila, ki smo jih prinesli iz Turčije in oddajo tako toplo oranžno barvo, kakršne so tudi ploščice. Okno, ki je v tej kopalnici, je točno tisto okno, ki zjutraj pokaže vzhod sonca. Tukaj sonce vzhaja, zato je nekaj najlepšega, da se človek zjutraj zbudi in ga pozdravi sonce. Banja je pa vgrajena v tla. To zato, ker nam to možnost dopuščajo spodnje stopnice, ki vodijo v pekel. Tam je še nekaj prostora bilo, da smo lahko banjo pogreznili pod tlemi in da lahko v banjo greš navzdol, ne pa navzgor. Torej, zaradi pekla je lahko raj še bolj rajski. Ja, točno tako. In se ni treba potem plaziti v kat. Družina se na Krasu odlično počuti in na življenje v mestu še pomisli ne. V tako lepem domu in okolici se nam za navdih naše najbolj znane rockerice ni treba bati. Veliko otrok v glasbenih šolah sanja, da bi igrali z glasbenikom, kot je Tinkara Kovač, ki je bila na Eurosongu. Meni se bo danes ta želja uresničila. Tudi Tinkara ima malo treme, ker ne igra vsak dan z glasbenim amaterjem. Tako da vam predstavljava samo za vas duet Dekanski kalamar in Sežanski pršut. V hiši nasprot sonca, v hiši nasprot sonca, v hiši nasprot sonca, nas ljubezen gor drži. S kitaro noge! Nehaj, to dej meni. Vse je rdeča. To še rabim.